družini ne pričakuje nihče, pa kljub temu do nje žal kdaj pride. Zdaj, bolezen ob tem prinese v družino veliko enih sprememb in ne vpliva samo na bolnika, ampak tudi na njegovo družino. Seveda, vpliv, ki ga ima na družino bolezen, je odvisen od mnogo dejavnikov, tako od same bolezni, kot tudi od same situacije, v kateri je družina, svojec, ki je bolan in ostali družinski člani. Za vse v družini je navadno ta situacija bolezni nova, zato je najbolj pomembno, da se o njej pogosto pa odkrito pogovarjajo. Po navadi bolniki povejo, da jim je najhuje takrat, kadar so z boleznijo sami, kadar imajo občutek, da se o tem ne morejo pogovarjati z bližnjimi, prav tako pa tudi bližnji čutijo takrat večji stres, ker ne vejo, kaj se bolniku dogaja. Pri tem je fino, da svojci seveda bolnika povprašajo, kako se počuti, kaj potrebuje, ampak je tudi pomembno, da ob tem potem upoštevajo njegove želje, pa tudi njegove meje, ker ves čas se pa vseeno bolnik o bolezni ne želi pogovarjati. Zdaj, diagnoza neke hemato-onkološke bolezni oziroma hematološko-onkološke bolezni na družino vpliva na več različnih področjih. Prvo je sigurno to, da zmoti nekatere rutine, nekatere navade, ki jih je družina takrat imela. Bolj konkretno pa zagotovo vpliva lahko tudi na finančno stanje, ker je svojec, ki je bil prej zaposlen, kar naenkrat v bolniškem staležu, pogosto mora tudi drugi odrasli v družini potem za njega poskrbeti in so tudi oni na tem področju omejeni. Spremeni se duševno stanje lahko bolnika in seveda tudi družinskih članov, ker je to eno tako za večino lahko stresno obdobje. Seveda največ posledic ima ravno sama bolezen, ki močno vpliva na bolnikovo telesno stanje, pa posledice zdravljenja, celoten proces rehabilitacije. Tako da družina se kar naenkrat vsakodnevno srečuje z zdravstvenim sistemom, kar tudi prinese določene izzive. Spremeni se neko načrtovanje dogodkov, prihodnosti, pa tudi lahko se spremeni pogled na neke pretekle dogodke. Svojci pogosto pridejo z vprašanjem, kaj je normalno, kakšno je normalno soočanje ob tem. Ni nekega, da bi rekli, da mora iti po določenem procesu, po določenem zaporedju. Tako da vsak se sooča z boleznijo na svoj način. Zato tudi pogosto svojci vpraša, ampak brat se pa drugače sooča kot hčerka ali pa kot mama. Vsaka vrsta soočanja je v redu, ker si oseba ne škodi. Sigurno je ob tej novici, pa kasneje ob zdravljenju, prisotnih veliko enih čustev od žalosti, jeze, mogoče tudi krivde, obžalovanja, pa tudi do tega, da včasih bolnik pa družina ne čuti nič, se pravi šok, otopelost. Vse to je normalno in pričakovano. Nič od tega ne pomeni, da je nekdo psihično bolan. Pričakujemo vse te odzive in tudi lahko se med sabo menjujejo, lahko je več čustev prisotnih hkrati. V resnici z nobenim ni nič narobe. Kdaj nas zaskrbi, kadar je to čustvovanje premočno, pa kadar tako močno vpliva na vedenje, da svojec, ki je bolan, ali pa kdo od članov družine, močno spremeni svoje vedenje, da postane nefunkcionalen v vsakdanjem življenju, ali pa da ga to čustvo spravlja v tako stisko, da jo težko zdrži. Takrat potem priporočamo, da se poišče neko strokovno pomoč, ali je to pri hematologu, onkologu, kliničnem psihologu, psihiatru, osebnem zdravniku.